Teče. Smo na točki, ki mislim, da je čas, da ujamemo v časovno kapsulo malo, kaj se dogaja na tem projektu. To delam bolj kot ne zase, ampak vsaka taka stvar je lep izgovor, da to ujamemo v neko časovno kapsulo. Da bom mogoče čez 10 let lahko nazaj pogledal pa rekel, ok, v redu. Takrat je bil pa projekt točno na tej točki, takrat sem pa tako razmišljal. Tako še bolj vidim spremembo, rast, ne samo projekta mene, skozi ta projekt. In ne vem, zakaj to ne bi delil z vami. Ker zelo cenim, na kakšen način to dojemate. Verjamem, da se s tem zgodi več dobrega, da je to koristno, da to ni destruktivno. In ne vem, zakaj tega ne bi delal več. Tako da bom izkoristil ta video, da z vami delim, kaj se mi je v zadnjih 4-5 mesecih, ki me je nekako vesolje porinil spet v neko fazo razmišljanja, retrospekcije, introspekcije, ugotavljanja, kaj sem se sploh naučil. Spet so se pojavili neki občutki, ki so mi probali risati sliko, probali risati to neko novo sliko, novo vizijo, novo obliko underdoga, ki jo še nisem čist sam videl. In tukaj se je izoblikovalo par resnic. Par resnic, ki sem jih potem tudi v teh 2-3 mesecih nekako jim dal prostor, da pridejo do mene in jih tudi zapisal. In jih bom v tem videu tudi delil z vami. To niso neke resnice zdaj, ki bi rekel, da so ne vem, splošno znanje ali pa da je nekaj tazga, kar bo za vsakega delovalo. To so moje izkušnje ujete v eno tako cool obliko, z eno tako novo cool produkcijo. Z nekim takim setupom, ki zgleda, kot da smo v enem filmu. In to je tudi ena resnica, ki se mi je pokazala. Več se igrej. To nekako sem začutil in zdaj, ko sem to rekel, sem dobil mravljince. Več se igrej. Pusti si bolj delati stvari, ki tebe veselijo. Naredi zase stvari. Rick Rubin je en short sem videl njegov na Instagramu, ki je točno o tem govoril in sem si ga takoj shranil in rekel, to je to, tudi to sem rabil slišati. Ne? In to je bilo točno to. Deli stvari zase. Ne skrbeti, ne delati stvari zaradi outcoma, ne delati stvari zaradi tega, kar bojo prinesle. Naredi jih zato, ker te ta trenutek izpopolnjujejo. In tudi ta video, ki ga zdaj snemamo, je test. A me bo proces tega ustvarjanja videa izpopolnjeval ali ne? In zaenkrat me. In se počutim dober in se mi zdi, da smo na pravem mestu. Ena stvar, ki se je zgodila oktobra, novembra 2025, je bila ta, da so nam v prostorih, kjer sem prej snemal epizode, v nekem coworku, kjer sem je tudi pisarno z ekipco, so nam sporočili, da moramo iti ven, ker bojo oni svoj kader dali noter. In spomnim se takrat tega občutka, ki sem to zvedel, ker so mi povedali to ljudje, ki so bili z mano v coworku na tak način, da kao, used se, nekaj moramo povedati, ne, eno slabo novico imamo in sem bil tako stari, pa je zdaj to. Ne. No in oni to povejo, da bomo mogli iti ven z januarjem 2026 in jaz se spomnim, da sem bil na začetku malo tako, en del mene je bil, no fuck, kva bomo zdaj, a ne? Pa lih sem si hotel setup tam postaviti, investirati v opremo, da bi imel nek plug and play sistem v pisarni, lepo kadre sem že videl, hotel že kupiti stvari za odzadaj, mikrofone upgradeati, vse živo, zvočno izolacijo, že gledal, 2,5 ure predračuna, ni panike, bomo investirali. In pol zvem to. In v enem trenutku se spomnim samo, ker sem se zavedel, da mi vesolje spet hoče nekaj sporočiti, da vesolje misli, da je čas, da grem nekam naprej. In ker sem jaz to sprejel, so se samo začele odpirati nove povezave, nove stvari. Začel sem razmišljati, s kom sem se kaj videl, ki bi mi lahko omogočil, da grem na naslednji korak. In eden izmed njih je bil Anže Pavlin, ki ima v bistvu za svojo ekipo podcast studio v Črnučah. In kle tudi zdajle snemamo. Vam ga bom pol proti koncu videa, tisti, ki boste prišli do tja, tudi pokazal, kakšen bo nov setup zgledal, kakšen bo kader, kakšen bo moj, kakšen bo od gosta. Tako, gremo res par nivojev višji. In to me res veseli. Tako da, evo, prva resnica je bila ta, ko zaupaš, da se vse dogaja zate in sprejmeš izziv, tudi če je majhen, če je velik in si v tistem trenutku probaš naštelati mindset na to,
To vse se dogaja zame. Hvala, ker me nekaj poriva naprej v spremembo. Ker sprememba prinaša rast. In zakaj ne bi rastali, dokler smo tukaj? Stagnacija je po moje največja smrt in zato tudi največ nezadovoljstva, sploh med mladimi. Ali pa med mladimi niti ne toliko, ker jih ta sila še zmeri vleče v to neko novo spoznanje, v neko novo izkušnjo. Med mogoče tistimi, ki so nad 30, ki so se ujeli v neko cono obdobja, v neko službo, ki jo ne marajo, v neki, kar jih drži. Vesolje jim pa s temi težkimi občutki sporoča, pa dej, pojd že naprej. Pojd nekaj delati, kar te veseli. Pojd se igrati. Odkri tisto, kar bi rad dal v svetu in okoli tega se bo nekaj že zgradil. Ampak če hočeš to narediti, pol moraš ta prvo zgoreti. Vsi bi bili radi Feniks, ampak noben pa ne bi rad gorel. In jaz sem se zavedal, da ne rabi biti gorenje, trpljenje v tem primeru, ker se je ta sprememba pojavila. Zakaj bi se jaz zdaj upiral tej spremembi, če vesolje dela zame? Lahko jo spremem in preprosto grem s tem tokom naprej. In tukaj je prišla druga resnica. Druga resnica je prišla po pogovoru z enim človekom, ki ga neizmerno cenim. En moj najljubših ljudi. Pa on tega ne ve. Mogoče bo to gledal, pa bo zvedel. Gregor Kosi. Gregor Kosi je nekdo, ki je vedno odprl svoja vrata, ki sem vprašal, če bi lahko vzel trenutek njegovega časa. Je nekdo, ki mi je vedno povedal resnico v faco. Pa je nekdo, ki je vedno nastopil na tak način, ki je bil meni všeč. Stoično. Izhajali je iz njega. S takim prodornim glasom. Ampak pustimo to. Bistveno je, kar mi je on takrat povedal. Jaz sem prišel do njega in sem rekel, Gregor, poslušaj, jaz sem zdaj le zadnje 2 meseca z ChatGPT-om spariral in ChatGPT mi je nekako pomagal ugotoviti, kaj si jaz želim. In on me gleda, posluša. Ampak, zdaj sem prišel do točke, kjer jaz te cilje imam. Materialni so bili to cilji. Ampak ne vem, kako točno do njih prideti. Pa bi ti rad zdaj sam povedal, kako jaz mislim do njih prideti. Ti mi pa povej, če se s tem strinjaš, ali pa bi kaj drugače naredil, ali pa bi me kaj drugače usmeril, itd. In on me samo posluša, pridno posluša. In potem je sam začel z vprašanjem. In kaj boš imel, ko to dosežeš? Kaj boš imel, ko to dosežeš? Ko te vse materialne cilje dobiš, kaj boš pol imel? In jaz sem sedel pred njim in v tistem trenutku sem dojel, da sploh ne vem, zakaj sem prišel s temi vprašanji do njega, sem pa ugotovil, po kaj sem prišel. Prišel sem po to, da me je človek spomnil na to, kar v resnici živim. Kar vsi živimo. Da ni point v tem, da ta projekt širim, iščem neke nove načine, neke nove, odkrivam neko toplo vodo itd. Ampak da grem s tem še bolj v globino. To je bila ta druga resnica. S projektom želim iti bolj v globino, kar pomeni, da želim poglobiti svoje sposobnosti, kako na tem projektu jaz funkcioniram. Gregor mi je čisto preprosto rekel, da prvo moraš postati boljši človek, pa si priznati, da si nesposoben. Pol se ti bo pa odprl. Ko boš enkrat to sprejel, se bo projekt razvijal zate, ne s tabo, zate. Kar pomeni, da se že zdaj vse odvija točno tako, kot se mora in sem že zdaj točno na tej točki, kjer moram biti. Kar sledi, bo posledica mojega dela na mojih osebnih lastnostih, ki verjamem, da so koristne za ta projekt. In to si lahko vsi preslikamo na svoje stvari, ki jih delamo. A vedno iščemo neke zunanje dejavnike, nekaj zunanjega, kar nam bo pomagal, ali se obrnemo vase pa rečemo, ok, katero sposobnost zdaj le trenutno lahko izboljšam, da se bo to poznal, da bo to rezoniralo s tem, kar si jaz želim delati v življenju. Ne s tem, kar moram delati, s tem, kar si želim delati. Ker sam to me bo pripeljalo do tega, da bom ratal tako dober, tako sposoben v tem, da bo po naravi nemogoče, da ne ratam vrhunski, da se te stvari, ki jih želim narediti, ne zgodijo same od sebe. In to je bistvo te resnice. Ne delati za outcome, ne delati za rezultate. Deli zase, deli za pot. Deli na svojih sposobnostih. Deli to, kar te veseli. To se bo pol rezultiralo v tem, da bojo tudi rezultati dobri. In ko sem šel ven iz pisarne, oziroma malo prej sem šel stran od Gregorja Kosija, mi je dal v roke eno knjigo. To je bila knjiga Učbenik življenja od Martin Kojca. Ta knjiga je bila napisana, mislim, da leta 1920, tam okoli. In ta knjiga govori preprosto o eni stvari in to so naše prepričanja. Kaj so naše prepričanja, kako v bistvu mi z tem, da nekaj hočemo na silo preprečiti, da se zgodi, v bistvu spodbujamo, da se bo to zares zgodilo. In ko enkrat sprejmemo, da so stvari točno take, kot morajo biti,
in nas ni več strah in na silo ne probamo nekaj dobiti, točno to dobimo. Ker dejansko je naše prepričanje, da nam to že pripada, ker ni nič odtojeno od nas. A ne? Tako da bi predlagal vsakmu, ki je mogoče na neki točki v življenju, ki bi ga poklicala neka taka knjiga. Zelo preprosta, 100 strani, 150 strani. Ki jo prebereš večkrat v življenju, v bistvu v različnih točkah, v različnih fazah. Lahko marsikaj odpre in meni je. In ko sem gledal nazaj skozi to svojo retrospekcijo, vsakič, ko se je nekaj zgodil, ker sem začutil, da je prav, da se dogaja, sem pogledal malo nazaj in sem videl, wow, kaj mene vse pripeljalo točno do te točke, da sem dobil točno to knjigo v roke in da ko sem bral to knjigo, se mi je zrisal odgovor na eno konkretno vprašanje oziroma en občutek, ki se je v meni naberal v povezavi s projektom. In to je v bistvu tretja resnica, ki sem jo ugotovil. Kaj jaz v bistvu sem, kako jaz delujem. Ne toliko kot nekdo, ki snema podcast, ampak bolj ta poslovni del, s katerim ljudem pomagam. Oziroma sem nekako v preteklosti želel pomagati. Underdog workshop, svetovanja ena na ena, webinarji, ogromne brezplačne vsebine, ki jo ven dajem. Vse me je vodil nekako v to točko, da sem 5 workshopov naredil, zadnjega z Geo. In Geja je ena oseba, ki mi je ogromno lepega dala tekom tega procesa. Bom malo več o najnem sodelovanju povedal, ampak najprej bi se dotaknil tega. Torej, workshop in način, kako sem jaz z ljudmi delal, kar mi je tudi Gregor pomagal ugotoviti, je bil ta, da sem želel ljudem pomagati na ta način, da sem jim dajal ideje, da sem jim dajal nasvete, da sem jim povedal točno, kaj morajo narediti. In oni so kar naenkrat zažareli in so rekli, hvala Zlahi za vse, hvala. Res, zdaj vem, kam moram iti, točno mi je jasen, dobil sem ta navdih, ki sem ga rabil. So šli ven, čez par tednov, par mesecev pršel, večina od njih, nismo se neki baš premaknili. Eni so se, ampak to so redki. Kar sem jaz tukaj ugotovil, tudi s pomočjo parih tet, jaz jim rečem moje tetke, to so gospe oziroma gospodični, ki se ukvarjajo z astrologijo, do katerih grem ponavadi po kakšne nasvete iz vidika, kaj karte, kaj vesolje govori zame, da dobim neka sporočila, ki si jih pol po svoje interpretiram in iz njih delujem. No in tukaj se eno zelo lepo povezuje. Vladimira, mislim, da je bila ta, ki mi je rekla, ali pa Nives. Da sem jaz v obdobju, kjer prehajam iz mojega strelca v meni, ki je po naravi zelo navdihujoč, prižge ogenj, izjemna komunikacija, simpatičen, ljudje te bojo poslušali, ampak, ko se ta ogenj prižge in ko grem jaz stran, jaz zginem. Ni me več zraven. Ni mi pomembna toliko stabilnost, ni mi pomembna toliko disciplina, bolj mi je pomembno to, da ko imam priložnost, ta ogenj bruhne, vse se prižge in potem ljudje ostanejo s tem ognjem sami in ne vejo, kaj z njim narediti. In to se mi je začelo na workshopu dogajati. Jaz sem točno vedel, kaj mora človek narediti, ampak to mi ni uspelo velikrat narediti, ker se jaz nisem več dobro počutil. Jaz sem se počutil zmozgan. Nisem vedel, zakaj mi to toliko energije pobere, če želim ljudem pomagati, če mi je to dobro, če sem v preteklosti v tem užival. In tukaj pride zdaj ta drugi del, kozorog, ki se v meni prebuja. In to je pa nekaj, kar je neka osebnost, ki je stabilna, ki ima rada disciplino, ki se zaveda, da je proces daljši in si želi biti ob nekom, ko se ta sprememba dogaja. Torej iz tega strelca ogenj bruhne, bum, navdih v nekoga, ki je v bistvu mir, pomirjenost, sprejemanje, disciplina, smiselni koraki in pa predvsem stati ob strani. Bolj poslušati, omogočati. In tukaj se navežem nazaj na tisto, kar sem nekako hotel povedati. Iz nekoga, ki želi ljudje reševati, jim dajati lažjo pot, bližnjice, se spreminja v nekoga, ki želi ljudem omogočiti. Torej, moja naloga ni, da ljudem dajem nasvete. Moja naloga ni, da ljudem govorim, kaj ne naredijo, da jim dajem vse te ideje, ki grejo po moji glavi. Včasih jih je toliko preveč, toliko dobrih, da ne vem, kaj ne z njimi. Ampak to je moja narava, jebi ga. Hitro lahko rata nekaj, kar posledično meni
ne prinaša miru, ampak samo nemir. Ker jaz sem začel vse te neuspehe ljudi ali pa stiske ljudi vzemati kot svoj neuspeh. Da sem jaz nekaj narobe naredil, da jaz nisem dober coach, itd., karkoli. In v tej drugi varianti, torej, ko ratam enabler, ljudem omogočam in ustvaram okolje, kjer oni lahko sami zrastejo, jih opolnomočam, da lahko sami zrastejo. In to se mi je začelo tako lepo povezovati. Sem rekel, z Geo sva rekla za ta zadnji workshop, da ga ne bova delala. In sem rekel, super. In je rekla, wow, kako si lahko s tem toliko okej. Sem rekel, zato ker čutim, da je prav. In čutil sem, da je prav, razbremenjen sem bil. Rekel sem, nekaj se mora spremeniti, da začutim nazaj ta ogenj in bojo workshopi spet ratali nekaj, kar jaz delam, zato ker čutim, da se bom skozi to jaz tudi izpopolnjeval. Ne, da bom stagniral. 5 workshopov približno istih, stagnacija. Hočem naprej. In to mi je vesolje še petov skozi te težke občutke. Če se mogoče kdo v tem najde, v svoji zgodbi, dajte malo se ustaviti, pogledati, kaj vam vesolje sporoča, je čas za spremembo. Je treba kaj spustiti in iti naprej. Pri meni je bilo. No, in tukaj sva imela ta pogovor z Geo. V Progress Reportu tudi zelo lepo pokazan za vse, ki si želite pogledati. Druga epizoda. Bistveno je bilo to, da mi je Gea pomagala z svojo iskrenostjo in z svojim pogumom, da je to rekla na glas. Do tega, da sem jaz eno zadevo spustil. In ko sem jo spustil, sem spustil tudi ta finančen aspekt, ki pripada zraven. Pa o tem več kasneje. Gea je nekdo, ki mi je ogromno pokazala skozi najino sodelovanje. In je nekdo, s katero mislim, da bom delal zelo dolg časa. No in tudi workshop se je preoblikoval zdaj in prihaja nazaj v drugačni obliki. V obliki, kjer bojo udeleženci tega workshopa šli skozi 5 ali pa 6, bova še videla, skupinskih srečanj, vsako srečanje s svojo tematiko in klej ključ ni več nič povezan z marketingom, samo okoli lastnih omejujočih prepričanj, lastnih pogledov na stvari, perspektiv, lastnih navad, lastnih soočenj s svojimi misli, z mirom, z sedenjem v tišini itd. Torej, tu je zdaj nova oblika workshopa. In kje se je to zrisalo, ker sem jaz bral to knjigo Učbenik življenja, ker sem prej govoril o njej, mi je bilo totalno jasno, kje jaz rabim narediti spremembo, da bojo ljudje lahko dobili tisto, kar jim jaz po naravi najbolj znam dati. Rad bi jim dal možnost, da so večkrat v življenju lahko preprosto prisotni. Kar pomeni, da zraven ni tega ega, tega glasu v glavi, ki jim govori, da nekaj ni okej, da nekaj ne štima, da morajo nekaj spremeniti, da so leni, da niso produktivni itd. Ne. To, da so oni sposobni ta del opaziti, biti z njim in iz tega ven reagirati, spremeniti svoje prepričanja, to je tisto, kar mislim, da ljudem lahko največ da. In točno sem se začel zavedati svoje nove vloge v tej skupni zgodbi, ki se je lahko zgodila samo zato, ker bom to sodelovanje naprej peljal z Geo. Ker Gea bo pa tukaj lahko dala drug del, ki ga jaz sam nisem mogel dati. In tukaj še ena resnica, ki sem se jo naučil. Ne nehati zaupati ljudem, daj priložnosti še naprej, najdu boš svoje ljudi, samo ostan čist, ostan zvest temu, kar v resnici si in pravi ljudje te bojo najdeni. In jaz verjamem, da me je lih zaradi tega najdla nova produkcijska ekipa, oziroma jaz najdu njih, kakorkoli. Gea, da sva se zato z Darjo še bolj povezala na temu projektu, še bolj drugega razumeva. Isa je prišla za to zraven, itd. Na ta način se je vse sestavilo. In workshop je zdaj na tej točki, da bova, po moje bo konec marca že nov. Tako da, če koga zanimali, nas kontaktirajte, se lahko že zdaj prijavite. Bo pa predtem še en webinar, ker bova šla z Geo še bolj v globino nekih teh stvari, ki si sva jih zdaj skupaj naučila. Ker tudi Gea je šla po neki svoji poti, ki je zelo zanimiva in vam jo bo že sama povedala. Jaz bom šel naprej na moje resnice, na stvari, ki so se meni dogajale. Še ena stvar, ki se mi je tekom tega spopadanja z lastnimi mislimi, z lastnim pogledom na svet, začela odpirati, je bila ta misel glede tega, kaj sploh ta projekt daje ljudem, da ga tako cenijo. Kaj je tisto, kjer jaz mogoče jemljem kot samoumevno, zato ker mi gre to dobro, ker velikrat so ene stvari, ki jih mi delamo dobro,
in za nas gledajo kot nekaj čist normalnega, ljudje pa lih zaradi tega želijo od nas več točno te stvari. Ampak mi ne delamo na njej, ker se nam zdi sam kot ena naših random lastnosti. A ne? In je ne poglobljujemo. Bravo. To mi gre tudi bolj zdaj že, kako izgovarjam pa te zadeve. Tako da ja, če se spomnim na začetku, koliko je bilo angleških izrazov, wow, crazy. Ok, nočem zaplavati. Ja, torej poglobljevanje. Kar sem opazil je, da ta del pogovora z človekom je nekaj tazga, kar ljudem lahko ogromno prenese, zato ker imajo občutek, da so zraven. In ne samo to, ko ti daš ljudem možnost, da sedijo v isti sobi s tem človekom ali pa s temi ljudmi, se lahko odklene nekaj, kar se je odklenil pri meni na 2024 dogodku Glej srcem. Ker smo bili, tisti prvi naš dogodek, ki je bil v festivalni dvorani, ki je bilo toliko emocionalno nabito, toliko enih čustev zraven, toliko ene inspiracije, navdiha, toliko ene ljubezni se je čutila. Ne? In potem, ko smo imeli 2025 dogodek, lani konc leta, generacija dopamina, nisem toliko tega čutil. Sem čutil veliko bolj tega umskega dela, racionalnega dela, da so se ljudje nekaj naučili, tematika je bila o dopaminu, itd., malo bolj znanstveno, ampak ni bilo to nekako iz vidika mene, kar bi si jaz želel na tem projektu dajati. In je bila sam neka nova lekcija, nekaj novega, kaj si želimo v prihodnosti delati. In to je ta, kamor me ta resnica pelje, je to, da si želim letos delati več. Naučila me je to, da si želim letos delati več eventov. Oziroma večji event narediti. September, Križanke. Vse sem vam že enkrat rekel, ampak ja, po mojem šlo čez, bomo videli. Nas nočemo obljubiti, ampak september, Križanke, tematika minljivost. Zakaj? Ker se mi zdi, da je to ena taka tematika, ki bi jo pod okriljem Underdoga lahko zelo dobro predstavili ljudem, da se ne bomo smrti bal, da se ne bomo življenja bal, da bomo lahko bolj živeli, bili bolj pomirjeni, znali stati ob strani, ko nekdo to rab, znali biti prijatelj, znali spustiti masko, pa povedati, da je nekaj narobe, preden je prepozen. In tudi, ko prije do tega, da nam nekdo bližnji gre, tako kot so meni šli v pol leta, 3 ljudje, ki sem jih imel najrajši na svetu, da tudi takrat vidimo, da življenje še zmeraj teče naprej. In da lahko še zmeraj nam to da nekaj pozitivnega, če to tako vidimo. Tukaj se malo križa z ono prvo resnico, ki sem o njej govoril. Pustiti življenju, da to, kar ti daje, teče skozi tebe. In se ne opirati. Itak, da sem se tudi jaz takrat opiral. Sej pač ne moreš drugače v teh situacijah. Ampak pol, ko priješ ven iz njih, je pa lih to tvoja naloga. In nova resnica. Da to, kar se tebi zgodi, to, kar ti greš čez, je nekaj, kar lahko ljudem predaš naprej. In tukaj bi rad omogočil projektu še več globine. Še več jim ljudem dal možnost, da svojo izkušnjo še bolj naravno, še bolj avtentično, še bolj iskreno delijo lahko na tej platformi. Pa ne samo na tej platformi kot podcastu, ampak na dogodkih, na podcastih v živo, na vsem, kar se bo dogajalo. To pomeni tu globino projekta. Tudi če bomo nove stvari odpirali, bomo delali to z namenom, da bomo lahko še bolj globi šli v naše lastne izkušnje. Da se bomo lahko bolj razumeli, da se bomo lahko imeli rajš, da bomo kot ljudje malo bolj funkcionirali. Neka kontrautež, protiutež temu pobezlanemu umu, ki je trenutno zelo aktiven v svetu. Ampak s tem ni nič narobe, to so samo cikli. Ampak lahko se pa odločiš, če poslušaš življenje, se niti ne odločiš. Preprosto pustiš, da pride ven to, kar more. In jaz verjamem, da skozi mene prihaja to, kar more pride ven. Včasih se ne prepoznam, zdajle se ne prepoznam, ko padam noter v flow. Ampak pač občutek je pa neverjeten, občutek je pa dober. Zakaj to? Ne vem še. Mogoče bom en dan zvedel, mogoče ne bom, v bistvu mi je čisto vseeno. Ena resnica še, ki tukaj zdaj prihaja na površje, je potrpežljivost, je sprejemanje. To, da v vsaki situaciji, kjer projekt je, sem sposoben ostati potrpežljiv in se zavedati, da mi je točno toliko dano zdajle, kolikor sem sposoben shendlati in da se mi ne sme muditi. Ker naenkrat padeš noter v nek tak lup, nek tak krč nezavednosti. Vse se ti mudi, vse bi rad naredil na hiter. Kam se ti mudi, človek? Meni se to velikrat zgodi. Ampak hvala Bogu sem dobil orodja, s katerimi sem se naučil ustaviti, zadihati. Se spomniti, da
so najlepše stvari že tukaj. Mojo družino, ko pogledam. Kaj češ lepšega? Pač vedno si hočemo vzemati čas za njih, tudi to, da gremo na Tajsko. Ja, počitek, itd. Ni toliko počitka, ko imaš ti toddlerja 2 leti starega. Ampak čas pa veš, ko se pa tam med nama dela. Wow. Jaz res ne bi rad obžaloval tega, da s svojimi otroci nisem bil prisoten. In zato tudi mislim, da s tem, ko se te stvari naučim v akciji, ko vidim, koliko mi to da, svojo hči gledati, kako raste. To je nekaj, kar moram tudi deliti. Mogoče zato tudi toliko staršev se okoli tega projekta nekako nabira oziroma mu daje pozornost. Ker skozi mene verjetno to sije. In tukaj ni jaz več, jaz manj, karkoli. To je čisto preprosto puščati temu, kar po naravi mislim, da mora ven iz mene, da pride ven. Resnica. To, kar se zares dogaja. Ne gluma. In še ena resnica, ki me je zdaj zelo lepo pripeljala do nje, je ta. Iz vidika tega delčka mene, ki je v preteklosti bil zelo uspešen. Marketing, agencija, Facebook ads, povezati influencer marketing, zbuildati brand, Shine Brown, AdStar, vse to. Kralj, bravo, car. Ja, super. Ampak zakaj imam zdaj občutek, da se marketing in prodaja ne bi smela delati tako, kot se večina časa dela? Zakaj se mi kozla, ko gledam panoje, billboarde? Zakaj se mi kozla, ko gledam reklame na YouTubu? Zakaj vse je toliko usmerjeno v to, kupuj, zdaj. Jaz sem pa to enkrat delal in zaradi tega rato nerealno uspešen. Zakaj se mi zdaj to gab? Zato, ker mi vesolje na ta način sporoča, da mogoče ta nova verzija mene, ta spremenjena, zrelejša verzija mene, stvari vidi drugače in s tem je vse ok. To ne pomeni, da je to zdaj kar naenkrat vse slabo. Ni slabo, ni dobro. Samo moja perspektiva se menja. In bolj, ko se jaz upiram, bolj sem jezen, bolj se mi bruha, bolj so te neprijetni občutki. Zakaj se jo upiram? Vse je v redu. Sprosti se v njo. In tukaj ta resnica. Ko pride do takih situacij, kjer kar naenkrat začnemo čutiti odpor, si ne rabimo upravičevati, zakaj čutimo odpor. Niti nobenemu drugemu. Samo slediti moramo preko tega, tistemu, kjer odpora ne čutimo. Deli več tega, kar bi rad delal. Ja, pa jaz ne vem, kva bi rad delal. Pa nehaj delati to, kar ne bi rad delal več. Ta se mi zdi zelo močna. Ampak kar se tiče marketinga, nekako sem se začel zavedati, da če želim ljudem res tudi na tem področju še naprej pomagati, ker bi rad pomagal tudi na tem področju, moram te prvo jaz začeti delati marketing na tak način, kak bi ga po naravi rad delal. Ne na tak način, kot drugi govorijo, pa vsi te specialisti itd., ki govorijo, kakšne strategije moraš imeti. Ne. Kako bi zame izgledal popoln marketing na tem projektu? Tako da več stvari pokažem. Tako da dopuščam možnost, da se dober content širi daleč. Da omogočam ljudem, da pomagajo pri tem, da epizode dosežejo več ljudi. Da delijo tisto, kar je njim všeč. Da ljudje ratajo marketing. To je ta pravi način. Tisto, kar po naravi začutimo, da je dober, naj gre dalje. Ljudje naj se odločijo. Jaz moram pa poskrbeti za konsistenco, da se to daje ven. Majice, merch, ja, zase. Omogočaš drugim, da lahko tudi to kupijo. Ampak dolg čas je bil to del pač biznis modela. Kako bomo clothing brand postavili in bomo pol to prodajali z Etsy, itd. Zdaj, ko pomislim na to, je krč. Sodelovanje, ki ga imam za magnezijev napitek. Recimo je zelo dober primer, kako se jaz tukaj želim imeti marketing. Zelo potrpežljivo, zato grem tudi malo na živce po moje PureKey partnerje v tem projektu. Ker zgleda, da od mene ni nič. In ja, lobi več objavil, lobi karkoli. Ampak verjamem, da se bo organsko zgodilo, verjamem, da bojo prišle priložnosti, ko bo to šlo lahko naprej. Mogoče je to zdaj priložnost. Bomo dali od spodaj v opis, če kdo hoče, poglejte si 2 magnezijeva napitka, en za zjutraj, en za zvečer. Vrhunska. Zame. Vi se boste pa sami odločili. Torej, marketing tukaj
je nekako to, kar povezuje nek star del mene, pa nov del mene. In ta nov del mene verjame, in to je bila ena izmed najbolj tolažilnih resnic, ki sem jih ugotovil, ker je zelo pomirila ta najbolj uspešen, ambiciozen del mene iz preteklosti, ki mi tudi zdaj še pomaga. In to je bila ta, da točno to, kar verjamem, da je avtentično, to, kar verjamem, da je dobro za ljudi, to, kar verjamem, da se po naravi res dobro odvije, ko začutim v pogovoru, da je nekaj dobrega, to moramo najti način, da še bolj amplificiramo. In tukaj sem zelo hvaležen, da sem najdel ekipo od Podcast Studia, da sem najdel Anžeta, da sem najdel Jakoba, ker je spet vesolje dal priložnost, da se povežem z ljudmi, ki stvari vidijo z neke svoje perspektive. In to, da je Jakob rekel, da bi rad bil na tem projektu, da si želi biti zraven, da vidi, da je to nekaj tazga, kjer bi on lahko tudi svoj podpis pustil. To je tisto, ki je meni dal vedeti, ok, fuck, stari, to je marketing. To, da mi svoj podpis na nek način puščamo na digital svetu. In ta podpis kar naenkrat rata prepoznavan in ta podpis kar naenkrat ljudje začnejo povezovati z nekim gibanjem, z nekimi vrednotami. In kle se je naredil marketing. In potem ljudje, ki se lahko s tem povežejo, ker je tako jasno, kaj to je, se lahko povežejo tisti, katerih resnica je tudi to, katerim je to skupno. In oni tudi lahko pomagajo s tem. Vi lahko tudi pomagate s tem, da ta projekt doseže večje število ljudi. Ampak projekt se bo spremenil, tako kot se spreminja marketing, tako kot se spreminjajo platforme. Kar moramo mi narediti, je ostati inteligentni. In po Einsteinu inteligenca je zmožnost prilagajanja na spremembo. Kar je neverjetno res. Torej, kaj moramo mi delati? Kar hočem že cel ta video nekako sam sebi po moje povedati. In te verzije mene, ki bo čez 10 let to gledala, bravo, dobri smo bili, ki se bom verjetno smejal. Je točno to, da moramo si želeti več spremembe. Moramo si želeti, da nam življenje večkrat pomaga iti iz te cone obdobja. Da nam pomaga iti nekam, kjer nas je strah iti. Strah nas je sam misli, ko bomo enkrat tja šli, bo strah premagan. Če hočeš slišati svoj notranji kompas, sedi v tišini, pa posluši, če se te je strah. Strah je kompas. Kaj enkrat strah zgine, si pa prišel tja, kjer je strah bil. In če bomo bolj znali drug drugemu pomagati, pa stati ob strani, ob teh spremembah, ki jih kličejo, da nas ne bo strah za njih, pa kaj se bo zgodilo, da bomo jih spodbujali, pa rekli, hej, verjamem vate. Če v kaj verjamem v tvojo sposobnost sprejemanja dobrih odločitev. Pa ne se zajebejo 100-krat, so vseeno. Važno je, da opolnomočimo človeka, da prevzame odgovornost za svoj life, da prevzame odgovornost za svoje odločitve. Tudi, če ga pripeljejo do težkih situacij, vseeno je. Lih te težke situacije ti dajo največ resnice, ker tam v težki situaciji si ti sposoben videti resnico. Dokler je vse zamegljen s tem bliščom in vsem, jo ne boš videl. Ker je prelepo, roza očala, ne vidiš je. Zato ne govorim, da si moraš želeti težkih situacij v življenju, ampak se sam zavedati, da bojo prišle in ko pridejo, jih probi videti kot del procesa. Ja, niti najlažji, ampak it's all good. Tudi to mine, tudi preko tega boš šel in ko prideš ven iz tega, ko prideš ven iz teh težkih občutkov, kar pride za tem je nekaj najlepšega na svetu. To je ta Feniks, o katerem sem govoril. Rodi se ven iz pepela, iz tega trpljenja. Bolj, ko sprejemaš stvari take, ki so, večji potencial imaš, da zrasteš. Tudi, če je ta rast zelo subtilna, ne rabiš se matrati, zato da misliš, da je nekaj dosti vreden. Ne rabiš. Moraš pa slediti sebi. Se bo vesolje dal šanso, da se boš ne matral, brez skrbi. Ampak ne se matrati že prej ni treba, ker to je pravo trpljenje, umsko. Nadaljeval bi še na eno resnico. Želim si, da bi več ljudi odkrili svojo intuicijo. Znali sedeti s temi težkimi občutki, tudi o katerih sem govoril. Se malo bolj poslušali, ker to bi pripeljalo ljudi do tega, da bi bilo manj odpora, rezistensa. Manj strahu, ki je tudi odpor. In bi ljudem pustili, da so lahko bolj mirni.
Ker verjamem, da se največ konflikta dogaja zaradi tega, ker ljudje vseb noter imajo konflikt in se to na ta način odraža. In pol konflikt privabljajo. Konflikt je čisto ok. Samo naj bo razlog za njega produktiven, ne destruktiven. Lahko se vsi vprašamo zdajle, kaj je ena stvar, ki čutimo do nje odpor, pa vemo, da je dobra za nas. Pa gremo malo to pogledati, malo čez njo. Vem, da je to težko narediti sam, ampak ja, tako kot sem rekel, z Geo bova tukaj razvila okoli tega brenda nek produkt, ki bo ljudem pomagal to narediti. Zato, ker se mi zdi dober. Mogoče zdaj skozi ta monolog, ki ga tukaj imam, je bolj jasno, zakaj me v to smer vleče. Ker so to moje izkušnje. Pa to je 5 mesecev. 5 mesecev, kjer se je meni to začelo macerirati v glavi. Ker sem bil na Tajskem, sem hodil po plaži zvečer, pa zjutraj pred sončnim vzhodom in sem snemal te svoje misli. Snemal sem jih. In kar je prišel ven, je bilo tako wow, koliko se je meni zgodil. Kaj me je to naučil? Zakaj prihajajo pri meni obdobja, ki si sledijo, kako jih prej nisem videl? In tukaj je še ena ta resnica, v bistvu malo mogoče bolj framework. So faze, ki se mi ponavljajo v življenju in to lahko vsak naredi zase. Malo pogleda, skozi kakšne faze gre, ne? Ker velikrat in po občutkih jih meriš. Pri meni so to recimo faza navdiha, faza inspiracije, vizije, ki se mi začnejo risati stvari. To je ta faza, v kateri sem bil zdaj. Ta faza ponavadi pride, ko si vzamemo čas, ko počijemo. Več počivati, zato da polka pride ta priložnost, lahko mi all in užgemo in delamo kaj zmešani. Torej faza počitka, faza vizije, faza dela. Te 3 se pri meni nekako ponavljajo. Vsakič v malo drugačni obliki, ampak vedno pridejo nekako v istem zaporedju. Vedno v istem zaporedju in vedno grejo kot v nekem trikotniku okoli. Ko pride faza dela, se zavedam, da pride zato, da jaz takrat to, kar mislim, da je treba narediti, dam v prakso, dam v manifestacijo, dam v akcijo. In takrat vem, da bom delal kaj zmešan. In prav je tako. In recimo za letos, kar sem naredil, in to bova z Geo tudi na webinarju govorila dosti o tem, je to, da sem si pogledal svoj cel let in kjer so večje stvari, ki se mi bojo zgodile. Ena recimo je, da bomo imeli dogodek septembra, ta je zelo velika, ker vem, da bom takrat rabo delati. Ena je rojstvo še enega otroka, kar pomeni, da je to faza, v kateri bom počival, bom z mojo družino, ne bom delal. In kar naenkrat vidim, kako organsko jaz lahko zdaj tukaj predvidim, kako se bo moja energija porabljala. Kar pomeni, da jo bom takrat, ko jo lahko prihranim, prehranil. In ko priješ iz te faze dela, ko delaš, pol nekako telo že začne sporočati, da je čas za počitek. In je fajn, da si delo razporediš tako, da je do takrat vse narejeno. Mogoče greš malo čez, da testiraš svoje limite, zakaj pa ne. In potem zatem pride ta faza počitka. Faza počitka pomeni, da delaš še vedno na sebi. To pomeni, da je še zmer trening, da še zmer spiš, da še zmer se izobražuješ, da se še zmer družiš z ljudmi, ampak ne da aktivno na nekih stvarih delaš, če tega ne rabiš. Probaš si operativo zmanjšati. To zdaj zase govorim, mogoče bo za koga rezoniralo, za koga pa ne. In ja, in pa so tukaj še ostale faze, ki se dogajajo, ampak ni to tako pomembno, ker ne velja res tukaj za vse. Hočem samo ujeti to nekako časovno kapsulo. Mogoče, ko bom čez 10 let to gledal, bom rekel, kva sem jaz kle govoril, to sploh nima pointa. Ok, v redu, trenutno ga ima. Da grem še eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, da jo tukaj povem, je ta, da bomo letos delali tudi podcaste v živo. Rad bi jih delal več, rad bi najdel enega partnerja, kjer se bo to odvijalo. Dost vidim polet neke večere pod zvezdami, malo podcasta in malo druženja. Rad bi se več družil z vami, ki vam je dejansko mar do tega. Organiziral kakšne dogodke, kjer bi šel lahko v globino z gosti. Dogodek za starše, dogodek za starše z otroci z ADHD, z Maticom Novakom, to se mi zdaj zrisalo. Dogodek ali pa seminar za uporabo telefonov pri otrocih, ne vem, take stvari. Več tega bi delal. Tako da upam, da boste spremljali projekt še tako, kot ga zdaj spremljate, ali pa da boste še komu več povedali za njega, da lahko to doseže res večje število ljudi. Ko začutite, seveda.
ker bi s tem projektom res radi pomagali ljudem. Dojeti, da po eni strani tudi temu, kar rečemo lenoba, tudi to je sam odpor. Tudi to je sam odpor. In več ljudi, ki bi šlo lahko preko tega, več ljudi bi lahko dosegli to, kar se meni zdi najbolj pomembno. In to je, da najdemo način, kako lahko spremenimo stvar, ki jo delamo. Kako lahko izhajamo iz enega drugega občutka, kot smo do zdaj. In tukaj se moramo samo vprašati, s katerega občutka si želimo ustvarjati, kako si želimo živeti. A si želimo živeti v krču, a si želimo živeti sproščeni, svobodni, ne se obremenjevati preveč stvarmi. Tisto, kar vemo, da moramo narediti, bomo naredili. Sam, če o tem razmišljaš, pa drugim govoriš, pa jamraš, pol tega ne delaš. Delaš kontra temu. Kontra temu. Toliko te je strah tega, da se to ne bo zgodilo, oziroma toliko te je strah tega, da se bo to zgodilo, da forsiraš kontra stran in s tem delaš krč in pol se lih to zgodi zaradi tega krča, ker te je konstantno strah. A ne bi bilo bolj biti sproščen. In kle si na tem projektu želimo najbolj pomagati, največ dati. Delati stvari, ki bojo ljudi spravili na kup in jim pomagali iti preko tega. Pomagali spremeniti navade, pomagali spremeniti to, kar delajo. Ker to, kar delaš, definira tvojo smer, kamor greš v življenju. In ko spremeniš to, kar delaš, spremeniš smer, kamor greš v življenju. In če kar naenkrat veš, kam bi rad šel v življenju, tudi veš, kaj je treba spremeniti, da boš do te točke prišel. Občutek, kamor želiš iti. Ta workshop naslednji, ki ga bomo naredili, bo nor. Pa ni to zdaj nobena prodaja, karkoli. Mogoče je, ok, v redu, če bo kdo tako vzel. Ampak res vidim izjemen potencial v tem, kar bo tudi Geja noter prinesla. Ker Geja je res začela delati konkretno na tem, da bo z meditacijo in dihanjem ljudem pomagala odklepati stvari, ki jih jaz pač v lifeu nisem mislil, da bomo lahko pomagali odklepati. To so orodja, ki so nam dostopna, ki niso tablete, ki niso bližnjice. To je nekaj, kar že imamo. Sam pozornost moramo tja dati in se jih naučiti uporabljati. To se mi zdi pomembno. In verjamem, da s tem, ko bo projekt dosegel večje število ljudi, ja, večina vas je tukaj zato, ker so vam zanimivi gosti, ker poslušate zgodbe ljudi. Ok, ampak ko bomo šli preko tega, bo tukaj možnost za vse, ki boste radi, ki boste želeli to integrirati, imeli možnost to narediti znotraj tega projekta. Bo to bolj dostopno in še bolj narejeno za to, da služi točno temu namenu. To se meni zdi pomembno. In to je to, kar sem rekel v eni izmed prvih resnic, da želim s projektom iti globlje. To je bistvo tega. Bolj omogočati ljudem, da razvijajo svoje sposobnosti. Sposobnosti, ki jih ta projekt pokliče. Ni za vse, niti nočem, da je za vse, niti nočem, da je to najbolj cool podcast ali pa najbolj poslušan podcast, kakorkoli. To boste vi odločili. Ko bo čas za to, mogoče bo. Za ene bo, za druge ne. Ampak nočem se okoli tega omejevati. Jaz želim samo še naprej dajati to, kar vam dajem. In ena velika, velika sprememba, ki se je zgodila, je ta, da s tem, ki smo šli ven iz prejšnjega studia, kjer smo snemali, smo prišli v nov studio, kjer bomo zdaj snemali. In to vam bom tudi zdaj počas pokazal. Bi se pa predtem še vsem, ki ste prišli do te točke videa, rad zahvalil. Pa vas spodbudil, da mi kaj napišete. Lahko od spodaj v komentar, lahko na mail, kamor hočete. Rad bi malo več vedel, kako vi dojemate ta projekt. Kaj je tisto, zaradi česar se vam zdi vredno, da ta projekt živi. Česa bi si želeli videti več? Nek feedback mi bo sigurno pomagal. Kako vi mislite, da bi lahko ta projekt dosegel še večje število ljudi? Če ima kdo kakšno idejo, so vse. Ampak jaz mislim, da se bo to itak zgodilo vse organsko. Vi niste tukaj zato, da o teh stvareh razmišljate. Tukaj ste zato, da probate to uporabiti za lastno introspekcijo in svoje življenje izboljšati z vsem tem, kar pride do vas. Z nekega razloga ste že kle. In prej vam pokažem, kako ta kader zgleda. Bi rad sam zaključil še z eno mislijo. In sicer, projekt Underdog je odraz mojega dela na sebi. To je nekaj, kar se je razvijalo že preden smo prižgali kamere. Zato bi sam rad dal spodbudo vsem, ki želite ustvariti nekaj svojega. Da ne nehati. Če čutite, da je to vaše, bo že prišel tisti trenutek, ko se bo nekaj posvetil, ko bo ratal. In če bi lahko eno stvar iz tukaj izpostavil kot svojo največjo resnico, ki sem se jo naučil, je ta, da se zavedam, da se vse dogaja zame. Da vesolje ves čas skrbi zame, da me ima nerealno rado in da mi vedno daje priložnosti, da grem v tisto smer, ki me kliče.
Kar se moram pa v tem procesu naučiti, je pa poslušati sebe, poslušati svoj notranji kompas in ne toliko vsega tega hrupa, ki se okoli mene dogaja. Sam to me lahko pripelje en korak naprej. Zdaj pa pičimo pogled, kje bomo snemali nove epizode. Vzamem luč s sabo, a? Evo nas. Tole je nov kader, o katerem sem vam govoril. Gledate Total kamero, še ena kamera se bo dodala. Torej boste zdaj podcast lahko gledali z 3 zornih kotov. Eden bo tale, eden bo moj kader in eden bo kader od gosta. Tako da 3 kadri, ki se bojo menjali. Pride še par detaljčkov v oba kadra. Tukaj na steno pride še ena slika. Ampak ja, to bo to. Mislim, da vidite en nivo višji. To, kar smo do zdaj delali, je bilo res samo zato, da smo lahko ustvarjali. Zdaj pa mislim, da tudi ta projekt dobiva s to spremembo še malo bolj resno noto, malo bolj zrelo obliko, zrelo verzijo. In verjamem, da bo zaradi tega marsikdo še rajš gledal tole s kokicami v roki na kavču v nedeljo ob 10. zjutraj. Kar pride novega še, je seveda nova oblika trailerja. Z gosti, z vsakim gostom, ki pride, bomo naredili en fotoesej. In tule bi res rad pustil Jakobu, da pokaže svoj podpis. Z Jakobom sva se nakonektala že takoj na noti, ker sva oba fana od Christopher Nolana, Hansa Zimmerja in podobnih asov, ki v cinematografiji delajo stvari, ki jih noben drug ne dela. In tle vidim že takoj od začetka, ko sem prišel sem noter in ko sva z Jakobom imela prvi sestank, Panžetom, sem videl ta nivo, ki so ga pripravljeni dostaviti temu projektu in se počutim zelo počaščenega, da lahko sodelujem z njimi. Tako da ja, če mogoče kdo to gleda, pa se sprašuje, kje lahko začne snemati svoj podcast, predlagam, da jih kontaktira. Bojo poskrbeli za vsazga, vi se te pa pol sami odločili, no? Kako pa kaj. Ampak res, ena skupna misija, ki jo imam tudi z Anžetom iz podcast studia, je ta, da najdeva način, kako lahko drugmu še bolj pomagava, narediva podcast format še bolj dostopen. Fantje imajo zelo lepo vizijo. Mislim, da bojo na tem področju ogromno ustvarjali. Ne vem, zakaj ne bi jaz tega tudi amplificiral. Na vse zadnje je tudi to, kar bi rad delal. Rad bi bil enabler, rad bi pomagal, odpiral vrata ljudem, ki verjamem, da lahko veliko dobrega prinesejo v svetu. In snemanje podcasta definitivno za nekoga, ki ima neko svojo zgodbo zapovedati, nek svoj skill ali pa ekspertiz pokazati svetu, je danes najboljši format, ki ga lahko uporabiš za nekaj takega. Tako da to je sam delček novosti, ki so se zgodile pri Underdogu. Hvala vsem, ki ste tole pogledali do konca. Predvsem pa hvala za vso podporo do zdaj, za te lepe besede, deljenje epizod. Ne vem, srečamo se na ulici, pozdravite, hvala lepa. Pač všeč mi je in rad bi ohranil ta občutek, da noben ni nič več, pa noben ni nič manj, ampak da res tudi vsi, ki delite te epizode, ki subscribate, ki pomagate projektu, da raste, se zavedate, koliko veliko vlogo v resnici igrate. Ker to so stvari, ki jih jaz ne moram narediti. Vi pa ja. Tako da vsem, ki stojite temu projektu ob strani, bi rad rekel najlepša hvala, pa se veselim, da se bomo gledali še naprej. Zdaj še na malo drugačen način. Ja, to je to. Rad vas imam. Lepo bodite. Ajde, čau.